Pred nekaj 10 leti je, tako kot vse ostale, kriza dosegla tudi upokojence. Takrat je višina pokojnin drastično padla, kajti število brezposelnih je takrat močno naraslo. V zadnjih letih se splošno stanje izboljšuje, se pa je povprečno število uživalcev pokojnin od leta 2008 do lani zvišalo za dodatnih skorajda 90 tisoč. Mi bi želeli zagotoviti, da so pokojnine v primerjavi z plačami, ki si jih oddelal, nekoliko višje. Naš predlog ni 1000 evrov pokojnine kar tako, kot govorijo nekateri, ampak je realen. In po našem predlogu bi se ta odmerni odstotek, ki danes znaša približno 57%, zvišal na 62%, to je bil pred krizo leta 2006, kar pomeni pri povprečni pokojnini 600 evrov približno še eno pokojnino na leto zraven. To je nekaj manj kot 9%. Starejši volivci predstavljajo pomembno volilno maso, do katere politične stranke pridejo težko. Zdaj, če sem nekoliko, pa ne želim biti ciničen, ampak vendar ne, v zadnjem času se praktično vse politične stranke na plečih upokojencev graditi neko politično pot ali pa še kaj drugega. Zviševanja pokojnin se ne da lotiti le enostransko. Na drugi strani so zaposleni in mladi, ki bodo zaposleni v kratkem. Dolgoročno bi o blagostanju lahko upe polagali predvsem v lažje ustvarjene družine in pozitivno nataliteto, ki pa sama po sebi ni samoumevna. Posebno pozornost bomo namenili tudi mladini, družini. Za mlade je potrebno poskrbeti, da ne bodo odhajali v tujino. Tu so mišljeni predvsem stanovanjski pogoji, zagotovitev služb, zagotovitev tudi, da bojo družine pristopale k rojstvu otrok. V evropskih državah se pospeševanja natalitete, ki bi uravnotežila demografsko sliko, lotevajo na različne načine, ki olajšajo ustvarjanje družine. Pri Novi ljudski stranki Slovenije bi zadevo reševali kar s finančno spodbudo oziroma rešitvijo. V ta namen predvidevamo tudi spodbudo v obliki finančne pomoči. Trenutno se pogovarjamo o 3000 evrih, seveda je to še potem vse odvisno od finančnih zmožnosti. Mislimo pa, da je ta znesek realen in se ga da zagotoviti. Izboljševanja proračunskega stanja v Sloveniji v zadnjem času se zavedajo mnogi. Tako kot bi to nekateri izkoristili za zvišanje pokojnin, bi drugi izkoristili za izboljšanje stanja v šolstvu, policiji in še kje. Ko želimo mi neke prejemke, tokrat pokojnine, dvigniti, realno povečati, pa seveda pritisk na pokojninsko blagajno, pa če hočete posredno na proračun. Ampak vendarle, ne, če je denar za to, ono, drugo in tretje, jaz mislim, da mora, poudarek je na mora, biti dovolj denarja tudi, da upokojencem zagotovimo tiste pokojnine, ki jim gredo skozi njihovo minulo delo. A pozitivno proračunsko stanje je še daleč od tega, ko bi lahko več strani zahtevalo svoje in to tudi dobilo.